Verjamem v pravico in vem, da bo resnica zmagala, kot vedno. Mati treh otrok iz Teksasa je obtožena, da je iz svojega doma vodila prostitucijsko mrežo. Preiskovalci pa pravijo, da je bil v to vpleten tudi načelnik mestne policije. A morda se tu zgodba še ne konča. Sam Angela Levy in to J Crime Fix. Michael in Ashley Ketcher sta se predstavljala kot tipična teksaška družina. Izleti z otroki, vsakdanje življenje, vse na očeh javnosti. Toda po besedah preiskovalcev je za zaprtimi vrati potekala povsem drugačna dejavnost. Ta par, Michael in Ashley, je obtožen, da sta skoraj desetletje vodila prostitucijsko mrežo iz svojega doma. In poslušajte to, lokalna policija naj bi bila očitno vpletena. To je obtožba. Ne samo vpleten, ampak je celo načelnik policije sam obtožen, da je bil del tega. Nekdanji načelnik policije v Godliju, Matthew Cantrell, je obtožen, da je svoji ženi iskal fante, v bistvu jo je ponujal moškim za spolne storitve. Tako piše v kazenski ovadbi, ki si jo bomo kasneje podrobneje ogledali. A to še ni vse, daleč od tega. Tožilci pravijo, da ni šlo samo za seks, šlo je za moč. Družina Ketcherside in načelnik naj bi domnevno sodelovali pri zbiranju tajnih informacij o ljudeh, ki so jih videli kot sovražnike. Člani mestnega sveta, člani šolskega odbora, nekdanja županja. Ta neverjeten primer nas popelje nazaj na 31. marec 2026. Takrat so preiskovalci izvedli hišno preiskavo v domu družine Ketcherside v Godliju v Teksasu. Po navedbah tožilstva okrožij Johnson in Somerville je policija že preiskovala družino Ketcherside kot del tekoče preiskave. Pravijo, da so našli 2 mobilna telefona, osebni telefon in tako imenovani telefon na predplačniško kartico. To je zapisano v kazenski ovadbi v tem primeru. Kasneje se bomo vrnili k temu, kaj naj bi policija našla na teh telefonih. Potem so 2 dni kasneje, 2. aprila, oblasti aretirale Michaela Ketchersida zaradi obtožbe o stalnem spodbujanju prostitucije. Areta Raleigh so tudi nekdanjega policista iz Godlija, Solomona Amatojo. Obtožen je bil iskanja plačanih spolnih uslug. 5 dni pozneje, 7. aprila, so aretirali nekdanjega načelnika policije v Godliju, Matthewa Cantrella, in ga obtožili neprekinjenega spodbujanja prostitucije. Zdaj pa postane stvar nenavadna. V času teh aretacij žena, Ashley Ketcherside, ni bila obtožena. Namesto tega je stopila pred kamero. Dala je intervju za Fox 4 televizijsko postajo s sedežem v Fort Worthu in branila svojega moža. On je odličen mož, čudovit oče mojim 3 otrokom in verjamem v pravosodni sistem. Prav tako je zanikala, da bi bila prostitutka. Vendar New York Post poroča, da je bila leta 2012 in 2016 že 2-krat obsojena prav zaradi tega. Torej je takrat živela zunaj, v svoji hiši, ne v zaporu. Vendar to ni trajalo dolgo. Eden od nekdanjih policistov iz Godlija, Solomon Amatoja, je po kazenski ovadbi, ko je bil v priporu, začel govoriti. Preiskovalci pravijo, da jim je Amatoja povedal, da je Ashley Ketcherside prosil za spolne usluge. V zameno ji je urejal dvorišče in pazil na njene otroke. Torej, nekakšna menjava, predvidevam. 14. aprila so oblasti aretirale Ashley Ketcherside in jo obtožile organiziranega kriminala. Zapisniki zapora okrožja Johnson kažejo, da je bila njena varščina določena na $200,000. Njen mož, Michael, ki je že bil v priporu zaradi obtožb po prostituciji, je prav tako prejel obtožbo organiziranega kriminala. Zapisniki zapora kažejo, da je bila njegova skupna varščina določena na $450,000. Zdi se, da sta Michael in Ashley Ketcherside še vedno v zaporu, medtem ko sta ostala Matej Cantrell in Solomon Amatoja oba plačala varščino. Zdaj, zahtevali smo dokumentacijo za vse obtožence, vendar smo uspeli dobiti le kazensko ovadbo za Mateja Cantrella. To je edina, ki ni zapečatena. In tukaj je tisto, kar nam je padlo v oči. Preiskovalci opisujejo, kar menijo, da je bila dolgotrajna operacija, ki je trajala res dolgo časa. Kaznivo dejanje, ki so ga prvotno preiskovali, je bilo povezano z vzorcem stalnega organiziranega kriminalnega delovanja. Vzorec organiziranega kriminalnega delovanja je bil povezan s soobtoženima Michaelom in Ashley Ketcherside. Ta dejavnost je trajala skoraj 10 let. In po besedah preiskovalcev se to ni dogajalo le za zaprtimi vrati. Pravijo, da so našli dokaze o tem neposredno na napravah povezanih z Ashley Ketcherside. Se spomnite telefona za enkratno uporabo, ki so ga preiskovalci zasegli in sem ga prej omenila?
Preiskovalci pravijo, da je bilo ugotovljeno, da je Ashley večino svojih nezakonitih prostitucijskih dejavnosti opravljala prav s tem telefonom, kjer je urejala stranke oziroma kupce spolnih storitev. Kar zadeva Mattheja Cantrella, sta bila on in Omatoja, po navedbah v kazenski ovadbi, dobro seznanjena z Ashley in Michaelom. Oba pa sta občasno obiskovala njuno stanovanje. Toda preiskovalci pravijo, da je šlo veliko dlje od zgolj poznanstva. Cantrella obtožujejo, da je Ashley plačeval neposredno. V kazenski ovadbi je zapisano, da je obtoženec priznal, da je bil plačani naročnik in da je plačeval denar na račun OnlyFans Ashley Catcherside. Po navedbah kazenske ovadbe je Cantrell uporabljal svojo značko, da ji je pomagal. Obtoženec je prosil policiste, naj za preiskovalne namene pridobijo računalniško vodene kazenske evidence več posameznikov. Kje smo torej zdaj? Zakonca Catcherside sta v zaporu zaradi obtožb zaradi organiziranega kriminala. Cantrell in Omatoja sta na prostosti proti varščini. Tožilstvo pa pravi, da bi lahko sledile še dodatne obtožbe. V redu, o tem primeru imamo res veliko za povedati. Zato želim povabiti Antonija Osa. On je odvetnik za kazensko pravo iz Teksasa in nekdanji tožilec. Antoni, tukaj je veliko stvari. Tam je veliko stvari. Vendar pa je veliko stvari, ki jih ne vemo, ker so dokumenti, obtožni dokumenti za Ashley in Michaela Catcherside še vedno zapečateni. Imamo pa to izjavo o utemeljenem sumu za Matthewa Cantrella, ki je trenutno obtožen kaznivega dejanja 3. stopnje zaradi spodbujanja prostitucije. Ena od oseb, s katerimi naj bi spodbujal prostitucijo, je njegova žena. Obtožen je, da je svojo ženo zvodniško izkoriščal. V teh dokumentih je prav tako obtožen, da je Ashley Catcherside plačeval denar na njen račun OnlyFans. Očitno je imela račun na OnlyFans. To smo izvedeli. Izvedeli smo tudi, da je Ashley Catcherside domnevno zaračunavala $1000 na uro. To je obtožba, ki jo tukaj navajajo tožilci. Za spolne storitve. Kaj bi se lahko tukaj dogajalo? Ker so Catchersidovi obtoženi organiziranega kriminala, kar je v bistvu organizirani kriminal. Torej jih obtožujejo, da vodijo organizirano kriminalno dejavnost, kar bi bila verjetno prostitucijska mreža. Kaj misliš, da se tukaj dogaja, saj so njihovi dokumenti še vedno zapečateni? Vemo, da preiskava še poteka. No, Anžeta, mislim, da gledamo le vrh ledene gore, prav. Torej, običajno, ko so preiskave in dokumenti zapečateni, to pomeni, da preiskovalci in policija še vedno zbirajo dokaze in morda načrtujejo še več aretacij. Glede na to, kar vemo iz dokumenta o utemeljenem sumu za Cantrella in glede na to, kar smo doslej slišali o njihovem odnosu do Sajca, si predstavljam, da mislim tako. Obstaja možnost, da bodo aretirali še več policistov, ki so pri Sajcu iskali plačljive spolne usluge, prav tako pa so možne dodatne obtožbe proti gospodu Cantrellu. Mislim, da bodo, ko bodo začeli pregledovati naprave, ki so jih zasegali ali jih omenili v teh nalogih za preiskavo, kot so telefoni, računalniki in podobno, odkrili še veliko več dokazov. In prav imate, ker so preiskovalci povedali, da so pri preiskavi doma Catchersides našli 2 telefona. Torej pravijo, da je imela Ashley Catcherside 2 telefona. Imela je svoj osebni telefon, kot ga ima vsak, poleg tega pa je imela še telefon za enkratno uporabo. In to naj bi bil, kot bodo rekli, njen službeni telefon. Ni se dogovarjala, veste, ni urejala srečanj s strankami prek svojega osebnega telefona. Uporabljala je telefon za enkratno uporabo. Prav. In to je zanikala. Dala je intervju na televiziji in rekla, veste ne, nismo, nihče tukaj ni naredil nič narobe. Veste, nihče tega ne počne. Ampak policisti pravijo, no, ugani kaj, imamo dokaze, veš? Torej, kam gre ta primer? Ker se zdi, da če imaš telefon in OnlyFans račun, bi morali policisti dobiti veliko informacij. No, to je učbeniški primer, zakaj bi morali, ko pride do česa takega, namesto da greste v medije in dajete izjave, najprej k odvetniku in se posvetujete, ali sploh govoriti ali ne. In mislim, da je zanimivo, ko pogledamo dokument o utemeljenem sumu v primeru Cantrella.
Imate policijskega načelnika, ki je domnevno dal izjavo zunaj pripora, ki je obremenjujoča in v bistvu priznava vse elemente kaznivega dejanja iskanja plačljivih spolnih uslug. Zato mislim, da je ta primer klasičen primer, zakaj si moraš, ko se začne preiskava in si osumljenec, vzeti odvetnika. Ampak mislim, da imaš tukaj prav. Trenutno imajo veliko dokazov. In traja nekaj časa, da pregledajo telefone, prenosnike in podobne stvari. In mislim, da bojo, ko bojo odkrivali vedno več informacij, verjetno našli še več prič. In če ta, recimo, jireketarska združba, kot je bilo opisano v dokumentih, delovala že desetletje, mislim, da imajo preiskovalci tu veliko sledi, ki jih lahko raziščejo. Torej, ali je mogoče, glede na to, da so sodni dokumenti Catcher Sites še vedno zapečateni in da preiskava še vedno poteka? Ali je mogoče, da Catcher Sites, veste, čeprav so obtoženi reketarstva, niso na vrhu tega? Ali bo morda nad njimi še kdo? Kakšen je vaš občutek glede tega? Ali kaj, če so oni samo ljudje na srednji ravni? Težko je reči v tem trenutku. Pogosto tako potekajo preiskave. Še posebej pogosto se preiskave začnejo na ravni sodišča zvezne države, nato pa lahko postanejo zvezne. In potem ste odprli povsem novo zmešnjavo. Vedno pravimo, ne delajte iz tega velike stvari. Ampak odvisno od tega, kaj se tam odkrije, če obstajajo komunikacije z visokimi uradniki iz državnih in mestnih agencij, kot je policija, ki ve, da se dogaja kaznivo dejanje in so v to vpleteni. Kdo ve, kaj bomo odkrili? Torej, kot sem že prej rekel, mislim, da je to šele vrh ledene gore. In mislim, da dejstvo, da imajo očitno dovolj dokazov, da nadaljujejo z obtožbami proti Catcher Sites. Mislim, da dejstvo, da so te preiskave, ali vsaj ta del preiskave, zapečatene, samo kaže na to, da preiskovalci menijo, da imajo še veliko za odkriti. Tako sem prepričan, da se ljudje v tistem policijskem oddelku potijo. Skoraj se mi zdi, ker imamo Salomona Almatojo, ki je bil nekdanji policist. Imamo Matthewa Contrella, nekdanjega načelnika policije, in si samo mislim, o moj bog, kaj za vraga. Res se vprašaš, kaj se dogaja v teh mestih po vsej državi. Imaš načelnika policije, ki je vpleten v to. Domnevno, moram reči, ker je trenutno obtožen. Ampak po tem dokumentu je sedel in se pogovarjal s policisti. Zaradi tega se sprašujem, ali ta dva obravnavajo kot sodelujoči priči, glede na to, da je na prostosti proti varščini. In bojo dobili dogovor, ker si mislijo, veš kaj? Naredili smo nekaj slabih stvari, ampak ne bomo nastradali. Zato ne bomo odgovarjali. Veš, vedno gredo po hierarhiji navzgor. Prav. Ne. Moram reči, če se sklicujem na to, mislim, da ima stran Catcher Sidovih boljšo priložnost za to kot Cantrellovi, še posebej gospod Cantrell. Mislim, saj si policijski načelnik. Res ni odpuščanja, ti naj bi bil glavni policijski funkcionar v mestu. In zato ne vidim, da bi mu kdo pogledal skozi prste ali da bi bil sodelujoča priča, ki bi tukaj dobila dogovor. In mislim, da je ena zanimiva stvar, o kateri nismo veliko slišali. Mislim, vem, da smo slišali, da je gospa Catcher Site prejela $1000 in imela OnlyFans. In zato obstajajo vidiki dogajanja, ki morda nakazujejo na možno obrambo, da gre za nekakšno odprto razmerje ali za razmerje z zamenjavo partnerjev. To je nekakšno razmerje, kjer eden od partnerjev privoli, da ima drugi spolne odnose z drugimi. To v resnici ni bilo komercialno podjetje. Plačila niso bila namenjena izrecno za spolne odnose. Torej, spet, še vedno ne vemo dovolj, da bi lahko rekli, kako trdne so te obtožbe za te posameznike. Zanimivo bo spremljati, kako se bo to razvijalo skozi čas. Ja, res bo zanimivo. In ali bodo vložene še kakšne obtožbe proti Catcher Sidovima, tega ne vem. Ampak njihovi dokumenti so za zdaj zapečateni. A to ne pomeni, da ne bodo vložene dodatne obtožbe, ko bo primer prišel pred veliko poroto. Ker se mi zdi, da so bili trenutno aretirani na podlagi naloga. Absolutno. Mislim, da je to šele začetek. In ko bodo preiskovalci pregledali te telefone, in kot si rekel, bi lahko Catcher Sidova spremenili v sodelujoče priče in ponudili neko vrsto dogovora. In to je način, kako se povzpnejo po verigi poveljevanja, če obstaja višja raven korupcije,
ki jo nameravajo razkriti in preganjati. Torej, veš, to bi lahko bil za njih odskočna deska v veliko globjo in močnejšo kriminalno mrežo. Torej, misliš, da je mogoče, da so Catchersideovi na sredini tega in ne na vrhu? To je vsekakor mogoče. Mislim, da že samo ta skupek dejstev kaže, da v našem poslu ne moreš ničesar vnaprej napisati. Nič te ne bi smel presenetiti, ker je to res nora zgodba, ampak je resnična. In zato, da bi izvedeli še več, da se je dogajalo še več in da je bilo to spet le vrh ledene gore, se vedno znova vračam k temu. To me ne bi presenetilo. Veliko je omembe članov mestnega sveta v zvezi s to civilno tožbo, s katero se je soočala Ashley Catcher. Očitno je bila vključena v neko vrsto civilne tožbe. V teh dokumentih je bila omenjena možnost, da bi bili člani mestnega sveta morda tarča. In domnevno Matthew Cantrell posreduje informacije Ashley o tej civilni tožbi in uporablja svoja policijska pooblastila, da za njo preverja kazensko ozadje ljudi, česar ne bi smel početi. To bi smel narediti le, če imaš za to razlog. Prav. Torej, veš, to so res slabe novice zanj. Mislim, da se dogaja še ena plast stvari. Torej, sliši se, kot da je tam veliko stvari, ko gre samo za to mesto Godley v Teksasu. Torej, mislim, da morda tudi tam poskušajo izsušiti močvirje. To je dobra točka. In veš, mislim, da se v to res nismo poglobili, ampak zagotovo bi lahko Meta Cantrella obtožili zlorabe oblasti. Ampak ja, to bi lahko bil način za agencijo, da očisti korupcijo v majhnem mestu, kot je Godley. Torej, veš, bomo videli, ne morem spet, dokler ne vidimo, dokler ne objavijo dokumentov v zvezi s Catchersidovimi, ostaja še veliko neznank. Ja, res je veliko neznank. Mora biti nekaj zanimivih informacij tam notri, da so vse to zapečatili, potem pa objavili ta dokument. Ena stvar, ki se mi je zdela res čudna v tem, je, da je Ashley Catcherside v tem dokumentu obtožena, da je za svoje domnevne prostitucijske storitve zaračunavala $1000 na uro. Vendar pa ta Salomona Matoja očitno, kot pravi preiskovalcem po tej izjavi, ima spolne odnose z njo in prejema storitve v zameno za to, da opravlja delo na dvorišču in pazi na njene otroke. To je kot neka čudna menjava. Kako nenavadno je to? Ste že kdaj videli kaj takega? Ne, prostitutke običajno ne in spremljevalke običajno ne pristalejo na opravila. Menjalnega sistema ne vidiš pogosto, običajno je to gotovina. In še posebej, o tem sva se že malo pogovarjala, preden sva začela, ampak to ni nič drugače kot običajna situacija z vodnikom. Če gre za ulično zvodništvo ali za zvodništvo na višji ravni s spremljevalkami, gre za denar. In zato mislim, če gledam na to z vidika obrambe, da bi se res lahko oprl na izjavo o Matoje in rekel, poglejte, to niso plačila za seks, to je trajajoče razmerje. In seks je bil le del širšega razmerja. Zanimivo. Še ena stvar, ki bi jo rada izpostavila, zdi se, da žena Matthewa Cantrella sodeluje. Bila je zaslišana in, kot je zapisano v teh dokumentih, se zdi, da je tukaj žrtev, saj je njen mož dogovarjal zmenke z osebami imenovanimi fantje preko aplikacije Kik. Tako da mislim, da bo ona priča, ki bi lahko bila zelo prepričljiva v tem primeru. Prav, se strinjam. Moji notranji alarmi za družinsko nasilje se sprožajo. Ja. $1000 na uro v primerjavi z $200 na uro sta popolnoma različna zneska. Da bi rekli, da Ashley Catcherjeva stran ni bila namerna udeleženka, mislim, da ne vemo dovolj. Ampak slišali, da so zanjo organizirali srečanja in da so bila plačila $200, je spet, mislim, da bo obramba trdila, da gre za nekakšen odnos v slogu Cuckold Swindler. Plačila niso bila resnična. Mislim, da so bili dokazi o plačilih, vendar ne mislim, da so bili dokazi o plačilu za vsako spolno razmerje, ki sta ga imela s temi fanti, ki sta jih našla na Kicku. Prav tako jih imenujejo fantje. Zato bo zanimivo videti, kako se bo zadeva nadaljevala. Vem, da sodeluje v tem smislu, da je priznala, da je bil policijski načelnik na Kicku in iskal ljudi. Nisem slišal ničesar, kar bi nakazovalo, da jo je silil v ta dejanja.
In mislim, da če najdejo kaj prek telefonov, a najdejo priče, ki imajo globlji pogled v odnos, ki niso policisti, ki niso policijski kolegi Meta Cancela. Bilo bi zanimivo videti, ali je bila prisila, ker potem bi se obtožba proti Cantrelu dvignila iz 3. stopnje v 2. stopnjo in to je drugačne pravne posledice. Ja, meni se sliši kot trgovina z ljudmi. Se strinjam. In to je morda del tega zakona, ampak je res grozno. In upajmo, da bodo prebivalci Godlija res dobili odgovore, ker si jih zaslužijo. Hvala tudi tebi, Antoni. Bilo je lepo govoriti s tabo. Enako, hvala. V redu, to je vse za to epizodo Crime Fix. Sem Angela Levy. Spremljali bomo ta primer za vas. Ne pozabite, vedno nas lahko gledate na YouTubu in poslušate ter gledate na Spotifyju. Zato si nas oglejte tudi tam. Se vidimo tukaj naslednjič.